Cenjene dame, dragi gospodje, prisrčen pozdrav v družbi Sport kluba. Pred nami je še zadnja nedeljska tekma 11. kroga prve lige Telemach. Mura in Koper se bosta pomerila v Murski Soboti na Fazaneriji. Nekako lahko to tekmo označimo tudi za derbi kroga, čeprav smo jasno nekaj Gorenc. Napaka zdaj Gorenca, Osuđi je krenil, nima sicer pomoči soigralcev, Osuđi je potem vendarle počakal na Beširja, Bešir in Simić. Simić lahko poda proti oddaljenejši vratnici, pa nekaj zmede v obrambi Mure, tam je Obradović dobro posredoval. Strel zdaj oddaleč, kakšen poskus je bil to Jelića Malte. Še zdaj v kazenskem prostoru, čaka na podajo. To je lahko priložnost, Mandić do strela in Maroša, krasna podaja v prostor, ni prepovedanega položaja in Mulah Husejnović ni uspel ugnati Davida Adama. Stojijo, ko izgubijo žogo, ni še bilo prave priložnosti za nevaren protinapad Kopra, ki zdaj preti preko Suđija, sijajno pa na golovi črti Matko Obradović. Tičić, Bručić, pa še enkrat Vešner Tičić. Strelo daleč, veliko dela je imel Matko, tam potem sicer prepovedan položaj, Žan Bešir je bil v ofsajdu Barišića in ali lahko Mura odgovori. Lepo Mulah Husejnović na levo stran, krasna poteza je bila to Mulah Husejnovića. Klepač v kazenskem prostoru, Klepač preigrava, Klepač in Maroša. Amadej Maroša do strela, ampak lahko delo za Adama. Nevarna žoga v kazenski prostor, gostje znova odbijajo, le na kratko, Klepač pred vrata, Adam odbija. Tole je priložnost za Muro, kakšen fliper, zdaj tudi zahtevajo najstrožjo kazen črno-beli, ampak Koprčani so se obranili. So bili tudi Koprčani pri 19 točkah v prejšnji sezoni, zdaj so zaenkrat pri 20, ampak Mura lahko to spremeni. Priložnost za Muro, kakšna obramba Adama! Samo kot bo to. Gospod Ošlaj, ničlo ste ohranili, to je zelo pomembno, glede na to, da Muri to v tej sezoni ne uspeva pogosto v prvenstvu. Kaj pa je zmanjkalo v napadu, da bi Mura prišla do zmage proti Kopru? Sigurno malo konkretnosti, imeli smo določene situacije, nismo speljali do konca, mislim, da smo bili malenkost bližje zmagi kot Koper, ampak z ničlo, kako ste rekli, smo zadovoljni. Fazo obrambe smo dobro stali, smo jim vzeli to, kaj oni imajo, hitre prehode, tako da s tem smo zadovoljni, fazi napada nam je pa malo zmanjkalo. Se je pa videlo danes, nekaj pomeni tisti povratek igralcev, ko ste lahko strojno menjavo dvignili ritem, malo je manjkalo za zmago. Sigurno, zato imam širok kader, zdaj pač to smo hodili malo svežine, drug polčas, to smo dobili, pač je zmanjkal ta zadnja podaja pa zadnji udarec na gol. Gospoda Šimunđa ste že videli, kaj je rekel po tekmi? Vse isto, ko se zdaj menva, ne? Ničlo je v redu, škoda pa, da nismo zmagali. Gospod Zeljković, nekaj minut, oziroma je bilo kar nekaj minut, ko ste uspeli kontinuirano pritiskati proti Muri, ohranili pa ste ničlo na drugi strani, kar vas vsekakor zelo veseli. Kaj pa je zmanjkalo za piko na i, da bi morda prišli do zmage v Murski Soboti? Ja, res je, zadovoljni smo s točko, lahko bi odnesli tudi 3, ampak glede na potek tekme, mislim, da je neodločeno najbolj realno. Ste tokrat dali navodila fantom, zdelo se je tam v zadnjih 5 minutah, da so se postavili nekoliko bolj nazaj, Rajčević, ki je izkušenejši, je žogo držal na svoji polovici, torej ste dali navodila, da je točka tudi v redu in da se ne tvega preveč, ali so to fantje sami od sebe naredili? Ne, sigurno nismo želeli preveč tvegati, moramo vedeti, da smo igrali proti prvaku v gosteh, tako da iz tega stališča mi smo 2 izgubili, mislim, da je iz tega stališča velika točka. Kaj pa konkretnost na sredini, ko je bilo preveč napak na zadnjih 2 tekmah, danes temu ni bilo tako? Ja, mislim, da smo bili boljši, bolj agresivni, imeli smo tudi par trenutkov, ki bi lahko še bolje, ampak vesel sem, da smo držali 0, bili dobri v obrambi in iz tega moramo izhajati. Tome, obdržali ste ničlo, kar vas veseli, ampak prav vaša žoga ni hotela zahrbeti Adama v tistem zadnjem napadu. Kako bi ocenili tekmo?
Pa ja, bila je težka tekma, dober nasprotnik. Mi smo imeli svoje priložnosti, mislim, da smo bili boljši, vendar nismo te priložnosti izkoristili in zato je točka. Ste bili kaj z mislimi pri Tottenhamu ali je trenerski ekipi uspelo v tej nameri, da niste sploh razmišljali o tej tekmi, ki vas čaka v četrtek? Pa ne, mi gremo tekmo po tekmo, naša prioriteta je prvenstvo, dali smo svoj maksimum in zdaj pa gremo naprej spet na Tottenham in se bomo pripravili maksimalno. Kakšna bo še ocena iz igralske ekipe Kopra? Mura je v finišu pritiskala, ampak uspeli ste zadržati ničlo. Ste razmišljali tudi o tem, kako priti do zmage? Sigurno, zmaga je vedno v mislih, ampak mi smo prišli tukaj po dveh negativnih rezultatih, tako da smo probali nekako tukaj pridobiti pozitiven rezultat, kar mislim, da remi tukaj v Murski Soboti je, kjer je vedno bilo težko igrati. Mi smo tudi dosti priložnost, da bi dali gol, nažalost nam ni uspel. Ozadje smo se dobro odbranili in mislim, da smo zadovoljni s točko. Kaj pa je trener rekel po tistem drugem porazu, kako vas je nekako dvignil? Pa ni bilo nobene panike, mi gremo iz tekme v tekme, nobene tekme nismo odigrali zelo slabo, smo dominirali, tako da ni bilo nobenega razloga za paniko, tako da vse normalno in mislim, da če bomo tako delali naprej, da se nas ne rabi skrbeti.